23. januarja leta 2028 bo minilo 150 let od rojstva Otona Župančiča. Ob bližajočem se jubileju je občina Črnomelj dala pobudo, da je to leto posvečeno velikemu belokranjskemu piscu. Ob podpori Ministrstva za kulturo je vlada prejšnji teden na 162. redni seji razglasila leto 2028 za leto Otona Župančiča. Mi smo že leto pa pol delali na tem in tudi v tej prijavi je že veliko nakazanega, kar se bo dogajalo. Ekipa je že sestavljena, deluje tudi z zunanjimi sodelavci, pripravljamo bogato kulturno dogajanje. Recimo ena od takih idej, ki se mi je utrnila, je, da bi radi izdali kovanec z Župančičem. Sigurno bo izšla znamka, sigurno bo veliko stvari, ki jih bomo promovirali, s katerimi se bomo promovirali tudi v Evropi. V Črnomlju bo na kulturnem področju torej zelo pestra bližnja prihodnost. Tudi zato intenzivno pripravljajo strategijo za kulturo. Želimo pridobiti smernice, ki nam jih bo narekovala oziroma določila celotna lokalna skupnost. Hkrati pa se pripravljamo k aktivnostim projekta Župančičev svet, projekt, ki ga je občina Črnomelj dobila iz strani Ministrstva za kulturo. Obenem pa se že spogledujemo z koraki, ki jih bomo naslavljali za leto 2028. Za omenjeni projekt Župančičev svet so od Ministrstva za kulturo pridobili sredstva za prenovo pesnikove rojstne hiše v Vinici. Gre za letom 2026 v prenovo in obnovo, tako da nekaj časa bo za javnost zaprta, ampak ravno ob tem letu 2028, ko bo Župančičevo leto, bo hiša ponovno odprta z novimi vsebinami, ki bodo primerne za vse generacije, za otroke, za družine, za odrasle. Na novo dobimo tudi še eno zunanje prizorišče, tako da se res veselimo tudi novih dogodkov in povezovanja z ostalimi organizacijami in institucijami, tako na lokalnem nivoju, kot na vseslovenskem. Bodo obnovljena okna, prenovljena bo streha, urejena bo tudi okolica same hiše, ki bo ji sledila oziroma omogočila tudi izvedbo zunanjih dogodkov, manjših dogodkov. Tudi preko njih bodo skušali javnosti predstaviti manj znane Župančičeve odlike. Se je veliko ukvarjal s prevajalstvom, on je res, njegov velik del življenja bil povezan z gledališčem, prevedel je kar 50 del, od tega polovica Shakespearea. To leto bo priložnost, da se tudi Otona Župančiča kot vsestranskega umetnika prikaže, se pravi ne samo kot pesnika, ampak tudi kot umetnika, nekoga, ki je imel res občutek in čut tako za jezik kot za lepoto narave, ki jo je nekako res na edinstven način tako ubesedil kot uprizoril v risbah. Župana veseli, da so pobudo podprle številne ugledne državne institucije. Smo dobili, mislim, da več kot 15 podpornih pisem strani Društva pisateljev, strani Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Vse vrhunske institucije v Ljubljani so za to, so nas podprle, tako da mislim, da vlada ni imela težkega dela na osnovi take enotnosti, ki so jo izkazali vse kulturne institucije v Sloveniji, da podprejo to našo idejo. Kar si svojo literarno, gledališko in kulturno zapuščino eden najpomembnejših umetniških ustvarjalcev slovenskega prostora vsekakor zasluži.